V studiu je že glasbenik Anže, pevec, akustični kitarist, ima tudi svoj spremljevalni bend, če je potrebno. In pred kratkim, konec aprila, je izdal videospot za komad Men si kul, pa najbolje, da ga skupaj preverimo. Men si kul. Privlačno se smejala, tvoj erotični pogled priklenil me je na te. Z njim osvojila si moj svet, želim si biti le za te. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Zdaj srečujem te povsod, čeprav se zdiš drugačna. A dobro vem, da si to ti, ker noro si privlačna. Hočem večkrat srečati te, deliti s teboj kemijo. Ta vedno znova dvigne me, buri mi domišljijo. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Pred mano nov je špil, iščem te, a tebe ni. Kdo me bo zdaj spodbujal, komu pil bom zapeljivo? Na to zagledam te, skačeš, ploskaš in uživaš. Zdaj vem, za koga pišem, hvala ti, ker ne blefiraš. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Men si kul, ko se znoriš, ob ritmu moje pesmi. Men si kul, ko se smejiš, čeprav vsi so resni. Ja, hitro gre v ušesa tale komad. Z menoj tukaj v studiu pa je že Anže. Dobrodošel. Živijo. En citat bom najprej prebrala iz tvoje spletne strani. Vse se začne z neskončno željo po ustvarjanju glasbe, petjem in risanjem nasmehov na obraze poslušalcev. A lahko poveš nam več kaj o tej misli? Ne? Je to v bistvu tvojega glasbenega ustvarjanja? Ja, mogoče zdaj je. No. Kako to še na lažji način povedati? Ni nič od tega, če delaš glasbo, ki je všeč samo tebi. Od tega jaz osebno nimam nič več. To sem počel včasih in pol sem pogruntal, da noben tega ne posluša. In ne pomeni zdaj, da tle prodaš sebe, ampak pomeni, da narediš nekaj, da prebereš ljudi, s katerimi se gibaš in ki hodijo na tvoje koncerte in njim nekaj daš. V tem smislu. In v bistvu ti daješ, ne, že skoraj od otroštva, si že začel v otroštvu svojo glasbeno kariero. Nekaj je bilo z Adijem Smolarjem, sem slišala. Jaz se trudim dajati. Začetki so bili kar čuden. To je bilo tako, ja. Studio Trbovlje so imeli takrat, so organizirali po šolah. Koraj že velja. Koraj že velja. Ja.
In jaz nisem hotel biti pri uri slovenščine in sem potegnil enega sošolca Anžeta in sva šla pet in sva izbrala 20 ljubic, ker sem slučajno to poznal. In sva zmagala. Aha, sta imela duet. Ja, sva imela duet. Pol pa Jesenice, pa naprej Nerezine, pa takrat sem bil prvič na televiziji, sem bil pri 11 letih z zlomljeno roko. Nisem vedel, da znam pet, no, mislim pač. In takrat si ugotovil, v bistvu še dobro, da nisi hotel biti pri slovenščini, drugače Ja, pa mi nikoli ne bi hotel ugotoviti. Čist, To je bilo namenjeno. ja, mogoče, ja. Zanimivo, jaz sem tudi zmagala na Korajži. A res? Ja, tako da evo, sva že dva. Dolgo se nisem spomnila na to tekmovanje že. Ja. Ampak to so bila luštna tekmovanja včasih. Fajn, ja, mislim, super. Se ne predstavljam, kaj je tazga zdaj. In kako se je pa potem razvijalo? Kdaj si ti potem zamislil, meni je pa glasba res tako všeč, jaz bi pa temu posvetil svoje življenje? Mislim, jaz sem bil ortometalc takrat. Aha. Ja, jaz sem čakal, pred MTV-jem sem bil zmožen par ur čakati na spot od Metalike. Aha, da bo. Ja, bo. In po je bil, ne. Tako da, jaz sem itak vedel, da bom prejel za kitaro in pol, ko sem bil star nekih 13 let, sem že igral. In pri 14 sem že imel svoj komad Noro norišenci v Pompu na RTV-ju. Takrat je imela Mojca Mauc oddajo Couch Autor. Kant autora. Ne? In v bistvu že takrat si pisal avtorsko glasbo? Ja, mislim, brutalen komad. Res, se ne hecam. Brutalen v kakšnem smislu? Ne, res, prav tako, mislim. A je, ga lahko najdemo na YouTubeu, če ga poiščemo? Ja, je na mojem bomo kanalu, pa ampak še prav uživo je, ampak če ta verzija iz Pompa. Ampak če bi to moj sin zdaj napisal, jaz bi malo kakšnega psihologa vprašal, kaj je narobe. Aha, ja, očitno je bila taka strašno najstniška upornik, faza. no, res strašno, ja, Noro norišenci. In kako si potem prišel od tega hudega metalca zdaj k hudemu popu? Se sem še kar, mislim, se mi še kar paše, no? Samo malo sem žanre bolj odprl, nisem več neki omejen, mi vse zavrti še v glavi, kaj takega slišati in pač, ja, odvisen kva delam, no, ali? Zdaj v tem vmesnem času sem se zelo veliko ukvarjal s gramofonskim ploščem, tako da če ležim na kavču, mi pa paše Damien Rice, če je kaj drugega, si zavrtim tudi Metaliko. Zdaj nekje, kaj si zavrtiš, ne? Kaj pa izvajanje? Izvajaš tudi različne žanre komadov? Zmeram padem v eno to sceno, da nimam sploh nobene izbire. Ker sva prej že debatirala o tem, jaz sem tam na odru, špilam Platino od Siddharte, pa Čista jeba od Midva in pol enostavno te komadi kličejo ni druge in pol je treba zašpilati pop dizajn in na konc dobesedno sem prisiljen, če hočem držati ta tempo, da odigram Rdečo mašno od Čukov. To ni moj cilj. Vse se začne in konča pri Čukih. Ja, to ni moj cilj, jaz sem zmeram, načeloma gre pri meni za to, da se trudim, če zmeram, tudi če sem v pop glasbi, majčkrat drugače vse skupaj početi. Sem imel že na mizi ponudbe, da bi pač nekdo čist oblekel po svoje in mi dal komade in napisal besedila in bi jaz to samo izvajal, ampak to ne vem, če bi jaz to spal po noči. V bistvu dodaš svoj edge pa svoj... Ja, itak, to se trudim, no, ampak v izvajanju, se ti pravim, zmeraj je tako, da iščeš, komu boš to posvetil in pol se spomniš, kje največkrat špilaš, če si skozi igral po barih, pubih, ta angleški tip špilanja. Prej ali slej pride do tega. No, čeprav jaz, to se bom pohvalil, no, da pač ne igram pa nobene juge. No. Nobenih coverjev od XU ne igram in imam zelo probleme s tem, ker so me čisto zgnjavili. Ja, je popularno, ne pa potem. Ja, je popularno, ampak sem rekel, ampak ja, nekje pa moraš postaviti tudi meje, kaj tebi udobno. Ja, se da slovenski mi čisto super žur narediti. Res je. In o žuru in o Anžetu se bomo še pogovarjali po glasih, za nekaj trenutkov si oddahnimo. Se gledamo. 3. Smo že nazaj, dobrodošli v našo družbo v studiu Figovec, tukaj z menoj je še vedno glasbenik, pevec, kitarist Anže, tudi DJ, ne? Nekaj sva že povedala o tebi in o tem, katera glasba ti je žanrsko blizu, kaj vse izvajaš. Je pa res, da trenutno ne pa
koncerti in to ni toliko možno, ne? Oziroma sploh ni možno, pa tudi potovanja niso možne in tudi to je bilo tebi od nekdaj blizu. V svojih spletnih zapisih si veliko pisal v svoji izkušnji na Cipru. Kako je pa ta izkušnja vplivala na te, pa mogoče na tvoje ustvarjanje tudi? Ja, ta je bila res izkušnja, no. To si upam trditi, ja. No, več povej. Mislim, noro. Jaz sem si predstavljal, da bojo oni mene najeli za 6 špilov na teden na Cipru na eni lepi lokaciji, kjer je ljudi dosti, no se tako, ljudi je res bilo dosti. Ja, turistično, ja. Turistično zelo močno, mislim odbito čist, Napa. To je pravi, da je hujš kot Ibiza. No. Mislim, kaj sem vse videl, ni za dopoldansko oddajo. Ni za dopoldansko oddajo. Kakšna večerna. Ampak tako kot razmišljamo, ko so takrat še s punco, zdaj z ženo šla dol, se je v bistvu zelo hitro vse podarilo, v 14 dneh že. Ti ljudi, s katerimi sem jaz bil, v bistvu vse zmenjen, so bili hinavci in tako. In glih, ko so moji starši, pa še 2 prijatelja, ko so zabukirali čez 2 meseca avionske karte za obisk, no tam na un dan sem jaz zvedel, da pač ne bom tam več delal in so me lepo... Odpikali. Ja, to je to, tle je tvoj denar in čau. In pa sem na koncu gotovo, da zdaj nobenega ne poznava tam. Da so v bistvu vse, ki so jih poznala, so bili te ljudje, In mojca takrat, če je v bistvu z mene bilo tako, da če gre zraven, da ne bo raven rabila ne vem kakšnega šihta službe iskati. Koliko časa je bilo zmenjen? Pol leta. Mislim, se toliko časa so tudi ustal. Ampak ja, ne vem, recimo prva zgodba, ko sva prišla v stanovanje, so bili jogi taki, da mislim, ne hvala, res ne hvala. Spala sva pri žgani luči, ker si ugasnil luč, so ščurki leteli. Ja. Tako, no, pol, ko so oni v bistvu mene odpikali, pol sem jaz v bistvu zase zelo hitro poskrbel, no, sem pač v bistvu v 2 dneh sem že za eno agencijo špilal za drobiže, ni bilo tega denarja, ampak okej, smo ostali dol, pol so še nekaj najdla za njo, tako da so pač zdržali do konca, sej skozi to na koncu je bilo čist fleten, no, ampak ker jaz sem pol names po barih, po pubih, sem igral bolj po hotelih. In takrat sem šele videl, kako je to v bistvu tudi fajn. Ker to si pa upam reči, da to pa je pol lahko tvoja služba. Se pravi, iti zdajle v en, ne vem, kjer pa bi zdaj tukaj bil aktualen, v enega polnega do 3 zjutraj špilati. To ni kar tako, ja. To ni kar tako, medtem ko hotelska zgodba je čisto drugačna. Ležerno. Lepo po večerji. Ne moram reči, da je ležerno, drugače. Drugače pač. In v bistvu takrat se je zgodila ena sprememba v tvojem, recimo temu ustvarjanju, izvajanju, ker si iz električne kitare prešaltal na akustično. Bolj, čeprav vem. Ja, to sem bil takrat kar malo prisiljen, ker sem malo pač bil tako, jaz bom pač po svoje delal. Še zdaj ne vem, kva je boljš. A sem se prav odločil ali ne. Jaz mislim, da sem se eno. Sej, lahko tudi oboje, ali ne? Lahko tudi oboje, ja, seveda. Lahko tudi oboje, samo prej, ko sem tisto bolj nek alter rock glasbo delal, tam sem bolj prehajal do izraza, tako, bolj mi je bilo vse, pa sem tudi imel 4 komade, nek EP posnet in tako produkcijsko dodelan, studijsko narejen. Sam pa tudi vem, ker so mi ljudje govorili, pač ja, to je dobro, sam to tle se ne posluša. Pa je, to tle se ne posluša, je dovolj v resnici, da pri nas se ustvarja kvalitetna glasba, ali je vseeno se težko uveljaviti, tudi če ustvarjavaš kvalitetno glasbo? Kako je z uveljavljanjem nekega, recimo, pop izvajalca, če si ti to v slovenskem prostoru? Jaz lahko samo sklepam, kaj se dogaja z uredniki, pa recimo po radijih. Se pravi, da nekateri imajo pač že tak dogovor, da če ta pa ta pride, da gre avtomatsko to v eter. To je ena od stvari. Druga pa siguran je, kakšne volje ta človek, ki je zdaj dobil ta mail, je sploh kliknil pa poslušal. Jaz mislim, da večina niti ne klikne naprej. Tako da iz tega stališča je težko. Mislim, glede na to, da nas je 2 milijona, je neumen, zaradi tega, ker se včasih pelem
včasih, no, bom rekel, sem se vozil, ker sem recimo šel v Maribor, pa sem špilo, pa sem se po noč vozil, pa sem Val 202 poslušal, pa sem ujel ene iranske melose, ki me načeloma čisto nič ne motijo, super, ne, fajn. Ampak ob eni strani si pa mislim, a je toliko težko bilo še mojega zavrteti vmes. Ne govor, da jih ni, ker so, ne, ker komadi so. Ne, in zdaj iz tega izhaja tudi pol ta motivacija. Zdaj, za koga še to delamo? Koliko časa še delamo? Ne, vsi. Ne, motivacija mora priti avtomatsko, se pravi od komada, ki si trofu, recimo, če sem s tem v trofu, pol mora avtomatsko priti nek uspeh v smislu, ali pa nagrada v smislu nekega uspeha. Ne. Če tega ni, pol moraš res iskati motivacijo, pa reči, ne bom še nehal, ne bom. Gremo Kaj tebe motivirajo skozi vsa leta? Jaz sem tako trmast, da... Ja, se ne obetam, se sploh ne vem, kaj bi rad drugače skozi to dosegel, razen tega. Mislim, ne vidim se več, da bi na vsako neumnost pristal, no. Da bi se posod pojavljal, pa blefiral, pa igral človeka, ki to ni. Ne vidim se v oddajah, kjer moram igrati druge komade, zato ker pač moj ni dober. Ne to drugi počnejo. Pač večja pristnost. Večja pristnost, ja. Verjetno me zaradi tega bom ostal relativno v Kranjski Gori. Pa tam je lepo. Ne? Tam je največ. Drugače pa tvoji komadi so in besedila so taka romantična, optimistična. Odkje jemlješ ti navdih? Ker kot zdaj le govoriš, ni ravno lahko, tudi v življenju ti najbrž ni vedno ravno lahko, ampak komade imaš pa take pozitivne. Jaz nič ne jamram nikoli. Tako da, ne. Se ne da jamraš, so izzivi, ne? Dala si mi besedo in se mi zdi, da je prav, da se to pove. Če slučajno kdo tukaj to gleda, pa tuhta, pa mogoče, pa daj klikno na mail, pa se če ti ni všeč, ne rabiš poslušati, pa ne rabiš, da je to radio. Samo preveri, ne? Drugač pa ja, ne, jaz nisem negativc. Tako da tisti, ki so okrog mene, tudi če kaj pojamramo, ampak drugač načeloma pa, če ima kdo kakšne težave ali znotraj familije ali prijateljev ali kakorkoli, ne verjamem v to, da bo se svet rešil s črnostjo. Zdaj lahko gledalci tudi poslušajo pozitiven song dobesedno v ozadju. Ja. 2016, no evo, ta komad je kar ratov, ampak smo tudi zamudali, v bistvu neko promocijo, samo od sebe se ni nič zgodilo. Mislim, se razume. Pa v bistvu hočeš potem s temi besedili predati nek pozitivizem ljudem, pa da naj ostanejo pozitivni, pa da je... Veš, ko je pa z besedili, tam do 2016 tale pozitiven song je kar zletel skozi, se je napisal, ni problem. Pol pa naprej sem pa v bistvu kompliciral vse te, mislim, tudi pred tem, so v bistvu vsa besedila tako napisana, da še sam včasih nisem točen vedel, kje sem zdaj tle hotel zadeti bistvo. In to sem hotel spremeniti. In zdaj zadnja dva komada, se pravi, Zate bi pa meni si kul, ne poščata čisto nobenih dvomov, to si upam trditi. Se pravi, kdor me vpraša, o čem govori komad, ga ni poslušal. Pač toliko je direkten, da je to izziv. In tudi sem dal eni punci enkrat preveriti ta besedila, ki piše tudi za druge, pa reka, da sploh ni navajena s takimi besedili delati. Ker je tudi težko toliko direkt nekaj lepo povedati. Ti v našem jeziku lahko veliko stvari lepo poveš, ampak moraš to primerjati z neko luno in z morjem in to uviti v metaforo, ampak če pa direkt enemu rečeš, ker se ne predstavljam, da je zdaj, ne vem, tvoj izbranc prišel do tega, pa rekel, vsak dan ti pove, tvoje oči so kakor zvezda na nebu. Ker tega ni rekel, mogoče enkrat, dvakrat, pa se je. Lahko pa ti reče, da imaš lepe oči, ali pa da se res lepo smejiš, ali pa tako. No in to je ta izziv, ker sem si ga zadal in zdaj sem vesel, da je pač tako. Jaz vem, da je ta besedil malo klišejski, pa da ni Bog ve kaj za koga. Ampak dejstvo je, da jaz ga ne znam drugače obrniti. Na direkt sigurno ne. Pač tak je, komad je navihan, tudi malo v mlajši generaciji namenjen in nič ne kompliciram. Dve stvari bi mogoče vrgel ven zdaj, ampak to se itak, ko sem glasbenikom dogaja. Ja, za nazaj gledati, bolje da ne. Ja, to bi mogoče tako zdaj, jaz sem dobil idejo. Poglejmo raje vnaprej, kakšne imaš pa morda načrte, cilje za prihodnost, kak nov videospot obeta?
Ja, mislim, jaz imam seveda ideje še delati naprej. Zdaj zaenkrat bom tudi ostal z istim producentom, ki mi je všeč, kako delava. Ne vem še točen, kater komad bo izdan, pa ne vem točno v kakšni obliki, a bo video spot, a ne bo, a bo kaj od tega, ali se dela single. Ampak načeloma veliko lahko naredim v domačem studiu, tako da vokale, kitare posnamem tam. Pa se dela naprej, tako da v bistvu ta obdobje korone me je prisililo to, da smo tudi kakšno stvar tako naredili in smo pa ugotovili, da je to čisto dobro. Da v bistvu lahko več narediš sam, kot si mislil, ne? Saj to sem nekako vedel, samo nisem upal pa nikoli zdaj pa reči, ok, bom jaz vokale doma posnel, pa je res boljš tako. Ker sem pač, imam rad en svoj način dela in pol tudi se mi zdi, da tam, ko snemaš, se zmeraj nekomu nekaj mudi in Pa bi svojo malo vizijo dal zraven. ja, da si lahko čas vzameš, pa če danes ne morem posneti v redu, bomo jutri probali še enkrat. Ko se bom počutil boljše. Ja, tako je, pa si zjutraj vstaneš, pa glasni, pa si malo hripal, pa tako, no. Z tega stališča je v bistvu dobro. No, jaz si upam trditi, da je tako Ciper kot ta v korona obdobje, da v bistvu iz tega bom potegnil kvečem boljš. In zrastel. In zrastel in tako, Ciper me je sploh postavil na realna tla. Ja, potem pa upajmo, da bo se vse skupaj, da smo zdaj v tem obdobju lahko dobro pognojili vse, da se bo potem razcvetelo. Hvala za obisk v studiu, Anže, in morda se prav kmalu vidimo, ko boš predstavil kakšen drug videospot ali pa glasbo. Hvala enako in z veseljem pridem. No, odlično. Mi gremo pa zdaj v oglase, po oglasih pa nam bo Gala zaupala aktualne informacije. Se gledamo.